Udeleženci v mednarodnem poslovanju si že dolgo časa želijo enostaven, varen, hiter in stroškovno ugoden plačilni instrument. Kot odgovor na to sta Mednarodna trgovinska zbornica ICC in Družba za svetovne medbančne finančne telekomunikacije SWIFT razvili enotna pravila za bančno plačilno obvezo BPO, s katero se bo občutno zmanjšalo tveganje pri poslovanju subjektov iz različnih držav z različnimi pravnimi ureditvami. Bančno plačilno obvezo kot nov plačilni instrument za manjše tveganje, večjo varnost in učinkovitost je na konferenci, ki jo je 24. aprila 2014 pripravila Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s Centrom za poslovno usposabljanje, predstavil Urs Kern, ki je odgovoren za prodajo, trgovino in dobavno verigo proizvodov SWIFT. What is a bank payment obligation and for what kind of transaction is it mainly designed for? The bank payment obligation is a new payment term for international trade. It's an irrevocable undertaking to pay based on the presentation and the matching of data, meaning matching of purchase order data with commercial data that's like invoice data, transport data, and so on. It has been developed to support new financing instruments around supply chain finance, which are usually based on open account payment term. And where the exchange of data is strongly required. So it's actually respond to the requirements of supply chain finance. What are its main advantages for vendors and for buyers? The main advantage is the speed, so you have a straight-through process. You can send data directly from exporter to importer via electronic tool, which is called the transaction matching application. Then the second advantage is flexibility in usage, because you can apply for BPO at every stage of the transaction process. If it's on the pre-shipment side, or if the post-shipment side, if you just need, or the exporter just need collateral, a payment risk mitigation instrument for the deferred payment period. What are the other SWIFT's novelties that might be interested for Slovenian companies? Yeah, the novelty is certainly the possibility for companies in Slovenia to connect directly to the SWIFT network, to exchange any type of financial messaging with the banks. That means to replace proprietary bank channels, e-banking channels, with one single channel, meaning with SWIFT. So that enables actually corporate much faster process, gets better visibility on cash flows and so on. O uporabi bančne plačilne obveze v praksi je spregovorila Helena Belingar, direktorica sektorja za dokumentarno poslovanje v Novi Ljubljanski banki in predsednica odbora za dokumentarno poslovanje pri Združenju bank Slovenije. Nova Ljubljanska banka ima kot prva v Sloveniji že izkušnje z bančno plačilno obvezo. Zakaj ste se vi za to odločili? Kje so prednosti za podjetja? Pri sodelovanju v mednarodni zbornici smo tudi mi v Sloveniji začeli razmišljati, da so banke tiste, ki morajo slediti zahtevam gospodarstva, da pač mi smo njihov servis in ta trend gospodarstva za nov inštrument, lažji, varnejši, hitrejši, je bil tako močno izkazan, da smo pač banke čutile pač dolžnost, da to naredimo, da to infrastrukturo postavimo. Mogoče se zdaj sliši še malo to znanstvena fantastika, ker je uporaba pač nizka, ampak tudi banke, ko smo šli 20-25 let nazaj v uporabo SWIFT-a, takrat nismo mislili, da bo SWIFT nadomestil v bistvu vse komunikacijske poti. In tako verjamemo, da bo tudi BPO pač ne letos, drugo leto, ampak v naslednjih letih pač odigral veliko vlogo. In tukaj je šlo samo za servis gospodarstva, ki je zanimiv seveda tudi za banke, zato ker banko manj kapitalsko obremenjuje. Danes je pa kapital, vemo, pomembna komponenta pri bankah in skozi to kapitalsko manjšo obremenitev lahko seveda mi ponujamo več financiranja in cenejše financiranje. Zakaj pa bi se podjetja odločila za to obliko? Ker je tudi za njih procesiranje manj zahtevno, v tem mislim pripravo dokumentov, predvsem papirologije, varno
in pa hitreje, objektivneje, ker ni presoje bančnikov, ki po celem svetu lahko različno tretirajo dokumente, pač tukaj je orodje, ki njihove podatke preverja, in pa seveda oblika financiranja. Danes vemo, da je pač premoženje v terjatvah in z to obliko inštrumenta se terjatve spreminjajo v denar. Kaj pa so menili udeleženci konference? Mi smo podjetje, ki ponuja plačilne inštrumente, tako da smo seveda ta BPO vzeli v obzir kot neko, recimo temu, prihodnost plačilnih inštrumentov. Je pa treba povedati, da je zadeva še precej na začetku in da bo zadeva vedno bolj aktualna. Sploh se mi zdi, če mičkam bolj dolgoročno pogledamo vse skupaj, predvsem v povezavi z internetom stvari in tako dalje, bo ta stvar postala precej bolj aktualna. Nov instrument BPO, bančna plačilna obveznost, bo po našem prepričanju olajšal financiranje v mednarodni trgovini. Obenem bo gotovo tudi pripomogel k zmanjševanju tveganj v dobaviteljskih verigah oziroma k njihovemu lažjemu obvladovanju. Seveda pa kot nov inštrument potrebuje čas, tako na strani bank, tistih, ki ga bodo izvajale v praksi, kot tudi zaupanje se strani podjetij, uporabnikov, ki se ga bodo posluževale v mednarodnem merilu. Treba je poudariti tudi to, da je BPO alternativna, se pravi dodatna možnost za podjetja. BPO ne nadomešča dokumentarnega akreditiva in ostalih podobnih inštrumentov oziroma plačilnih mehanizmov, temveč podjetjem ponuja nekako dodatno možnost in, kakor pravijo pristojni, naj bi bil tudi nekoliko cenovno privlačnejši od do sedaj poznanih inštrumentov.